ko sem to bral, nisem mogel spati, kakšne kriminalke so bile, ne? Če prevzamejo oblast, jo bo prevzela na miren ali pa na drugačen revolucionarni način. Goli otok so že imeli kot taborišče v Avstro-Ogrski. To so bili hude zadeve, ne. Ljudje niso vedeli, kdo so bili pa tajni sodelavci. Informatorji, ožje zveze in celo agenti, da je UDBA bila tako uspešna kot nemški Gestapo. Tam se je videlo še danes požgane vasi srbskega prebivalstva, ne. Boj na Neretvi oziroma na Sutjeski, se pravi, ni bil leta 1959 ustreljen, ampak je bil nedvomno sodelavec UDBE. Tu je ena zadeva, ki jo večina dejansko še ne pozna. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Ja, gospod Ivan, najlepša hvala, da ste se odzvali vabilo pa si vzeli čas. Pa sem si zamislil, da bi najprej začeli, kako vi gledate, da bomo mogoče, marsikdo bi mi rekel, zadnjič sem se z enim kolegom pogovarjal, da so to kočljive tematike, recimo, ker niso toliko, so kar blizu zgodovinsko gledano nazaj in so še kar žive. Kako vi gledate mogoče, kako je to v slovenski družbi še glede mogoče partizanov pa domobrancev, kako je družba to sprejela pri nas oziroma marsikdo reče, da se še Slovenci vedno skrivamo v hostah, ne. Vi ste... Ja, tu je treba iti nazaj v čas celo pred drugo svetovno vojno, ne. Ali pa bi rekli v čas druge svetovne vojne na Slovenskem. Vemo, da je po 6. aprilu 1941 bilo sedanje slovensko ozemlje razdeljeno med 3 okupatorje, to se pravi Nemčija, Madžarska in Italija. Tako piše v mnogih učbenikih, vendar se v novejšem času še potem doda 4. okupator. In sicer to je sicer nekako nepriznana, ampak obstoječa vseeno država NDH, to se pravi neodvisna država Hrvaška, ki je imela tu pod Gorjanci nekaj vasi in je seveda potem bila do leta 1945 tako ali drugače 4. okupator. Morda še ena zadeva, Koper, Izola in tako dalje, se pravi slovensko Primorje in še del tu Logatec oziroma Postojna in tako dalje, Tolmin, Kobarid, te zadeve niso bile okupirane 6. aprila 1941 od Italijanov. Namreč Italijani so po prvi svetovni vojni dobili po tistih sporazumih tajnih, tako imenovanem londonskem sporazumu, obljubljeno in potem na mirovnih konferenciji tudi te teritorije. Katere teritorije točno? No, to se pravi, če naštejem nekaj krajev, Koper, Piran, Izola, Portorož, Postojna, Logatec, Bovec, Kobarid in tako dalje, se pravi, danes goriški del. In ta del je bil uradno italijanski, ne. Se pravi, po okupaciji je seveda so sledile tiste akcije vseh teh 3, če zdaj NDH odmislimo, raznarodovalne, to se pravi izselitev prebivalstva, ali na Hrvaško, v Srbijo, ali v Nemčijo, ali v Avstrijo, v razna taborišča, ali so bila uničevalna, ali koncentracijska, ali delovna taborišča, ki so bila še, bi rekli, najmilejša oblika izselitve.
potem ukinjanje slovenskih imen, krajev in tako dalje, šolstvo, izselitev, izgon učiteljev, tudi bi rekli duhovnikov in tako dalje. No in če zdaj grem na to vprašanje, prvi problem, ki je tudi bil še dokaj dolgo v uradni veljavi, tudi v srednješolskih učbenih, da ne govorim v osnovnošolskih, je ustanovitev Osvobodilne fronte. Se pravi, 26. na 27. april 1941 je bila ustanovljena ne Osvobodilna fronta po imenu, ampak protiimperialistična fronta, ki se je potem po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo po 22. juniju 1941 pa preimenovala v Osvobodilno fronto. To se pravi, ne gre samo za neko lepotno spremembo, kot bi rekli, ampak bistvena sprememba je bila namreč v čem? Po sporazumu Ribbentrop-Molotov, to se pravi Nemčija in Sovjetska zveza, sta sklenila pakt o nenapadanju, ki pa je imel tisto tajni dodatek o delitvi Poljske, in to se je potem po 1. septembru 1939 dejansko tudi zgodilo. Komunistična partija Jugoslavije, Tito je že bil, bi rekli, njen sekretar, je bila pod, bi rekli, 100% vplivom Stalin oziroma Sovjetske zveze Kominterne. Kominterna, to je komunistična internacionala, ki je povezovala vse komunistične partije Evrope, pravzaprav sveta. In če zdaj gremo na to, da je po 6. aprilu 1941 bil celo en zelo zanimiv dogodek, ki je dolgo bil prikrivan, ampak so ga vseeno po letu 1991 začeli obelodaniti. To je proslava Nemcev in, bi rekli, komunistov v revirjih 1. maja. To se pravi, protiimperialistična fronta je bila dejansko usmerjena proti imperialistom, predvsem Franciji, Veliki Britaniji, dobro mogoče Nizozemski, Belgiji, to se pravi tem deželam, državam, ki so imele kolonije v Aziji, predvsem pa v Afriki. No, potem pa leta 1941, po napadu Nemčije, Barbarossa, tako je bila, bi rekli, šifra za napad na Sovjetsko zvezo, pa se to spremeni v Osvobodilno fronto in so dejansko potem v mesecu juliju in pa zaradi nekih dogodkov takih in drugačnih v Makedoniji v teh mesecih bili po državi potem vstaje. Zdaj, pojem partizan je zanimiv zaradi tega, ker Nemci niso uporabljali v svojih dokumentih, bi rekli, pojem partizan, partizanen. Tu je v ozadju seveda vse tisto, kar je glede na ta pravila vojskovanja, kako se tretira neke odporniške skupine, ki morajo biti uniformirane, na zunaj enako oblečene in tako dalje. To seveda vemo, partizani v začetku niso bili niti vsi v Titovkah, niti ne v, bi rekli, enakih uniformah, niti ne vsi z zvezdo in tako dalje. Ampak dejansko je partija šla potem v osvobodilni boj, ki pa ga je, to je tudi v temeljnih točkah Osvobodilne fronte na Slovenskem zapisano po letu 1941, da po osvoboditvi prevzame oblast. Se pravi, če prevzame oblast, jo bo prevzela na miren ali pa na drugačen revolucionarni način. In govorimo o tem, da je bil to osvobodilni boj in pa revolucija.
revolucija vedno pomeni, da se družbeni red spremeni, sicer po marksistični teoriji praviloma z revolucijo, lahko pa tudi na miren način. To je bil tudi utopični socializem iz 19. stoletja in tako dalje, ampak v praksi vemo, da je to bilo redko, s tem, da je pa po razpadu Sovjetske zveze, če zdaj gremo malo naprej, pa prišlo, bi rekli, na dokaj miren način, vsaj v nekaterih državah, pa do spremembe. Konkretno zelo mirno se je češko-slovaška država razšla na Češko in na Slovaško, pa še morda Poljska, ali še kdo drug, tudi Litovske oziroma te 3 baltske države. Dočim na Balkanu pa vemo, da je bilo hudo in da tudi slovenska osamosvojitev, ki je prinesla spremembo družbenega reda, je bila sicer krvava, ampak daleč od tega, da bi bila lahko še bolj. Tako da zdaj seveda, če gremo še na en pojem, govori se o tem, da je pa potekala od leta 1941 pa do konca vojne na teritoriju Jugoslavije državljanska vojna. Zdaj državljanska vojna dejansko po teoriji pomeni, da se v okviru države neka skupina, praviloma seveda oborožena, bori proti vladajoči, proti sistemu. Zelo znan primer je neke vrste generalka za 2. svetovno vojno, španska državljanska vojna, ker je bil general Franco in pa potem te republikanske mednarodne brigade in tako dalje, ki so se borili. Zdaj partizansko gibanje in pa seveda vsi tiste enote, ki jih štejemo za kolaborante, to se pravi Bela garda, Modra garda ali v Srbiji četniki, Nedićevci, Ljotićevci ali potem po kapitulaciji Italije v Ljubljanski pokrajini domobranci, to ne bi mogli šteti za državljansko. Zakaj pa ne, recimo? Ja, zaradi tega, ker ni bilo države, država je kapitulirala, to je dejansko bil boj med tistimi, ki so želeli novo revolucionarno pot, to se pravi partizani oziroma odporniško gibanje pod vodstvom nedvomno partizanov oziroma partije, in pa druge skupine, ki so vsaj v začetku bile nekako za vrnitev kralja, za obnovitev države, ampak vemo, da so vse te tako, bi rekli, vaške straže, domobranci, da ne govorimo o četnikih in tako dalje, Draža Mihajlovića in še druge skupine, tudi v Bosni in tako dalje, Črni gori, pa potem iz takih in drugačnih vzrokov pa kolaborirali z Nemci oziroma z Italijani. Zakaj pa bi recimo nešče videl boljšo opcijo, da bi sodeloval z okupatorjem, kot pa se recimo pridružil boju za revolucijo, torej konkretno partizanom? Ja, zdaj, če gremo konkretno na vaške straže, to se pravi, danes nekako velja zadeva oziroma vzrok za nastanek tako vaških straž, beseda že sama pove, da je to nastajalo na vasi, da je bilo to skupina predvsem moških, oboroženih, ki so se organizirali zaradi terora, ki ga so izvajali, bomo rekli, partizani, predvsem v Ljubljanski pokrajini. Vaških straž, na primer, ni bilo pod Nemci na Štajerskem, tudi Bele garde ni bilo domobrancev, tu je tudi odigral zelo pomembno vlogo, da do tega ni prišlo, bi rekli, takratni mariborski škof
nekako Prlek, Tomažič, ne, dočim škof, bi rekli, ljubljanski, ne, Rožman, ne, pa je dejansko te zadeve tako ali drugače, direktno ali indirektno podpiral. Predvsem je znana tista domobranska prisega na stadionu za Bežigradom, ker je bilo na Hitlerja rojstni dan 20. aprila 1944. To so dokumentarni filmi, bi rekli, prisega, ne, Hitlerju, ne. Zdaj vsi so iskali pač, bi rekli, pomoč pri okupatorju, to se pravi domobranci potem pri Nemcih po kapitulaciji Italije, prej pa seveda pri Italijanih. V Prekmurju ni bilo nekaj takega, ne. Tudi odmislimo tiste zadeve, ki niso bile na Hrvaškem, ne, ker Hrvaška v letu 41 do 45 je v popolnoma drugačnih okvirih, ne, izgledalo vse skupaj. Je pa treba tu povedati eno zanimivost, kaj bi se zgodilo verjetno, če bi Italijani, Nemci, Madžari, pa v Srbiji še Bolgari, deloma Romuni, če bi zmagali, ne. To je ena zadeva, ki jo večina dejansko še ne pozna. Namreč boj na Neretvi oziroma na Sutjeski, spomladi oziroma pozimi leta 1943. Tam je na primer Tito razdelil to ofenzivo na 3 dele. Prvič tam za Neretvo, bi rekli, obkolitev, potem likvidiranje partizanov tam in tretja faza, pa potem je imel informacijo, da bi pa likvidirali Nemci, takrat še tudi Italijane, ne, ki so deloma pomagali, bi pa likvidirali četnike, ne. Se pravi, ker četniki so uradno bili Draže Mihajlovića za vrnitev kralja, pobeglega kralja, ne, Petra II. Nazaj v Jugoslavijo. Tako da, dobro, mi zgodovinarji se ne sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, ampak velika verjetnost bi bila, ne, da bi potem te skupine se Nemci, Italijani pod narekovaji zahvalili za to, ne, ste pomagali, da smo jih vse skupaj nasprotnike likvidirali, ne, zdaj pa bomo še vas, ne. Tako da to so, bi rekli, precej kompleksne zadeve in danes se od leta 1991 te stvari nekako poudarjajo, se govori o teh zadevah dokaj odprto, ne. So pa velike, bi rekli, težave tudi konkretno z tem, kako se je pa takoj po vojni, ne, da ne govorim med samo vojno, predvsem po vojni pa zdaj zmagoviti komunistični režim, ne, znesel nad poraženci. Zdaj, če se vrnemo nazaj na Slovenijo, uporniška gibanja, kako so se med temi skupinami uporniškimi, torej partizani, domobranci, vaške straže, kakšen bil odnos med njimi? Ja, moram povedati, dejansko sovražen, ne, eden do drugega. Ja. Zdaj tudi nimamo, bi rekli, nekega sodelovanja med nasprotnimi skupinami, ne, če gledamo vse skupine, pa na eni strani partije oziroma komunisti, ne. Ja. To se pravi, te zadeve niso bile med njimi povezane, ne, niti se celotna Slovenija ni pokrivala, ne.
niti z enimi, niti z drugimi. Konkretno na mojem področju okraja Gornja Radgona po vojni, kot meni okraj proti Avstriji, ker so bili Britanci oziroma Angleži do leta 1955, tu odkrito dejansko ni bilo partizanskega odporniškega gibanja. Prve, bi rekli, tiste, ki so si upali, nekaj so že likvidirali kot talce ali kakorkoli drugače, ali da so padli že v prvih mesecih odpora. Tako da partizani so večinoma bili v mestih, kako si jo zdaj predstavljam. To se pravi Ljubljana, ko ste rekli, Ljubljana, okolica. Ja, se pravi, bistvo partizanskega gibanja je bila gverila, se pravi, ni neke velike enote, ampak, bi rekli, manjše enote, seveda potem je pa to naraščalo, vidimo, kako je na koncu jugoslovanska vojska bila v armadah, da ne govorim na slovenskem, divizija. Sami izrazi so tudi takšni, da ne vzdržijo, bi rekli, tistih pravil, kaj je bataljon, konkretno pohorski bataljon, je nekako za pol čete komaj, ne pa za 4 čete, popolne čete, da bi potem bil Koliko četa šteje mož? Prosim? Koliko vojakov ima četa? Ja, zdaj je odvisno, ali je to pešadijska, pehotna, ali je pa še kombinacija vsaj z nekim dodatno minobacači, pa prateči vod, kot pravimo, pa izvidnice, del motoriziranih enot, potem bi bataljon naj imel okoli 500 ljudi, in to se pravi 4x po 125, zato sem rekel, da je pohorski bataljon neka polovica čete, pač v takih razmerah je to bil, ja. To so praktično skoraj vsi moški bili, torej zdaj na območju Pohorja. Ja, v pohorskem bataljonu, če to tradicionalno tako poimenujemo, so bile tudi ženske, seveda, zdaj že v mojem času študija, si predstavljate, jaz sem bil v Ljubljani na študiju na zgodovini, na filozofski od leta 67 do 71, je profesor že povedal, da je bila to napaka, glede na, bi rekli, način partizanskega, gverilskega vojskovanja, da so se okopali oziroma po zimi tam ostali v tistih zemunicah, ampak dobro, treba je razumeti, pač, da so tam ostali, bili po izdaji pač obkoljeni in do zadnjega, dobro, enega so ranjenega ujeli, ga pozneje kot talce ustrelili, so bili tam likvidirani, Katerega leta je bilo to? Prosim? Kdaj je bilo to? To je bilo januarja, 8. 9. januar 43, Se pravi, na Štajerskem je bil center dejansko Pohorja, že Pohorje kot hrib sistem, ki je bil od Nemcev pravzaprav zaprto območje. Tja se ni smelo, da tako rečem, iti gobarit, ker je bilo takoj sumljivo. Potem leta 1944 z prihodom 14. divizije prek Hrvaške Sotle na Štajersko je potem to bila Savinjska dolina in tako dalje, dočim pod Italijani pa seveda zopet neke vrste, bi rekli, zaprto območje, Kočevski Rog, Jelovica na Gorenjskem in tako dalje. To so seveda čisto drugačni pogoji, bi rekli, gozdovi, kot pa nekje na Štajerskem oziroma tu v Prlekiji, in tudi v Prekmurju, ker ni takih velikih strnjenih teritorijev z gozdom, pa na vse zadnje ti hribčke, to niso, bi rekli, Kozara, pa ne vem, planina, in tako dalje. Pa kaj so v Prekmurju tudi imeli kakšno svojo uporniško gibanje?
Jana, v Prekmurju, to pa je, bi rekli, slovenska posebnost. Madžari oziroma po prvi svetovni vojni je novo nastala madžarska država, izgubila svojo nekdanje Prekmurje. In to je potem pripadlo pač že pred tisto mirovno konferenco v Trianonu oziroma sporazumu novo nastali kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. In Nemci so zasedli Prekmurje in ga potem predali Madžarom. Madžari so pa seveda začeli z madžarizacijo, tudi z zapiranjem duhovnikov, madžarski črkopis, potem, bi rekli, tudi tiste prve organizatorje so nekako hitro polovili. Morda še to, da... To je bilo že med časom vojne, torej od 41. dalje. In tu je, na primer, potem, ko se je kazalo, da prihaja od madžarske strani, od Balatona, Blatnega jezera, prihaja Rdeča armada, so nekako poslali neke vrste misionarje z Štajerskega, z Gorenjskega v Prekmurje. Tam se je potem ustanovila prva prekmurska četa in tako dalje, ki pa je potem bila hitro povržena, bi rekli, dokaj neizvežbana, če tako rečem, na Koroško, tu proti Dravogradu, ob tem preganjanju oziroma sledenju ostankov, bi rekli, teh enot, ki so se umikale na Koroško, želeli priti v britanski, angleški del, se pravi ostanki predvsem domobrancev, hrvaških domobranov, moram povedati pravilno, ustašev in seveda potem še enot četništva in tako dalje iz juga države. Nikoli se nisem to poglobil, ko ste rekli za ustaši. Kaj je zaprav ta izraz pomenil na Hrvaškem, za koga so se recimo oni borili? Ja, že prej čisto na začetku pogovora sem povedal, da za razumevanje vseh teh problemov je treba iti nazaj v zgodovino, celo v 19. stoletje in tako dalje. Hrvati so vedno bili ponosni na to, da so imeli svoje kralje, da tudi ko so kralja izgubili, tam v začetku 12. stoletja so madžarski kralji postali kralji na Hrvaškem, so se morali tudi uradno še okronati v Beogradu na morju. To se pravi kot hrvaški kralj. To se je potem vleklo, seveda po letu 1918 so Hrvati želeli kar zelo jasno povedati Srbiji, kralju, da želijo neko avtonomijo ali neko federativno ureditev, do tega ni prišlo. Hrvati bi naj bili tudi ustaštvo, vmroje z bolgarskimi stajniki, tako rečem, umešani tudi v atentat na kralja Aleksandra I. leta 34. oktobra v Marseju. In oni so takoj, Hrvati so takoj, bi rekli, par dni po napadu na Jugoslavijo, uradno še pred kapitulacijo 17. oziroma z veljavnostjo 18. aprila 1941 proglasili v Zagrebu NDH, se pravi neodvisno državo Hrvaško, ki je seveda izraz pač takšen, ampak v tem delu Hrvaške in tudi v Bosni in Hercegovini, v severnem delu so bili pravzaprav Nemci, v južnem delu pa Italijani, in je to bila marionetna taka državica v okviru enega in drugega okupatorja. Prej omenjeni hrvaški domobrani
To je bila, da tako rečem, redna vojska NDH, dočin, bi rekli, partijsko, bi rekli, strankarsko, ne? Pa so bili ustaši, to se pravi tisti, ki so v zgodovini po izrazu prisegali na ustavo in tako dalje. Ne? In seveda Ante Pavelić, ne? Pa Maček in tako dalje, ne vem, kaj seveda zdaj še ne vključim hrvaškega, zagrebškega škofa Alojzija Stepinca in tako dalje. Ne? Mislim, na Hrvaškem so čudne zadeve bile in zanimivo, ne, da ko se govori o vstaji na Hrvaškem, se danes upa oziroma je normalno zapovedati, ne, da so vstaja na Hrvaškem bila, bi rekli, proti okupatorjem, ne od Hrvatov, ampak v teh delih, kjer so bili Srbi, tudi Knin in tako dalje, se pravi ta zadeva, tako krvava, ne, po letu 91 na Hrvaškem in v Bosni, ker so Hrvati, bi rekli, pritisnili na srbsko prebivalstvo, to tudi je znano prisilno pokatoličevanje pravoslavnih Srbov. Ne. Dobro, tega ni bilo v Sloveniji, ne, da bi zdaj na taki način pač pokristijanjevali ali pa bi rekli pokatoličevali, ne, ker ni bilo tega. Ne. To je bilo v obdobju 91. Če prav razumem, ali med drugo svetovno vojno, Knin po kristjanjevanje oziroma po katoličevanje. Glejte, to so zadeve takšne, ne, da jaz imam nekaj stikov, bi rekli, z Osijekom, z Hrvati, ki so bili aktivno v vojni, tudi Osijek je trpel in tako dalje, ne, v Slavoniji. In tu je na YouTube tudi na primer en prispevek, kako bi naj bila dogovorjena vojna med Srbijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino o delitvi predvsem Bosne in Hercegovine. Ne. In če se danes peljete na primer na otok Pag po tej klasični poti skozi predor Sveti Rok in tako dalje, sem imel jaz tam priložnost nekoč pred leti, ker je bil predor zaprt, se peljati okrog po stari cesti, ne. Obilazni pot, kot je pisalo, tam se je videlo še danes požgane vasi srbskega prebivalstva. Ne. Še danes je na primer tam, ko je Maslenica, tisti Maslenički most, ne, ko prideš, bi rekli, iz teh tunelov na Jadransko morje, še danes tam stoji neke vrste cenzura, ne, prometni znak prepovedano fotografiranje, ker je to bil taki zelo strateški most, ne, tam so bili huda obstreljevanja, ne, potem Benkovac, Zadar in tako dalje, te zadeve, ne. Tako da to seveda sodi zdaj v eno drugo razpravo, ne. Slovenija, če takole gledamo, je zelo poceni odnesla, bi rekli, vojno. Tudi jaz mislim, da vojna ni bila samo 10-dnevna vojna, kot pravimo, ne, ampak da je treba šteti, bi rekli, tudi malo predzgodovine tega, ne. To, kar se je dejansko začelo z vsemi temi zadevami, že navsezadnje prve večstrankarske volitve so nakazovale na nekaj, kar bo sledilo, ne, in tako dalje. In potem na vse tiste zadeve, tudi v maju 91, ne, tisti odvzem orožja enotam teritorialne obrambe in tako dalje. To je pač predzgodovina, ne samo tisto pokanje 10 dni pri nas, ne. In pa v moji Gornji Radgoni, oziroma Radenci in Gornja Radgona,
samo 2 civilni žrtvi, nekaj ranjenih med teritorijalce. Ne. Ja. Pa zdaj, ki smo se dotaknili že Hrvaške, bi jaz ostal pri, recimo, imamo eno zanimivo temo Golega otoka. Ne? Malo več povejte o tem, ker meni je fejst zanimivo, da to je šlo za, kako pravijo, Sizifovo opravilo, ne? Da si delo, pa nikam nisi prišel. Ne? Ja. Pa recimo enačega tudi z nacističnimi taborišči. Ja. Zdaj gledam takole, ne? Zmagovalci pišejo zgodovino, zmagovalci se praviloma znesejo tako ali drugače nad poraženci. Ne? V vojni se delajo take in drugačne zadeve, če ne bi bilo zločinov enega in drugega, ne? Potem to ne bi bila vojna, ne? Potem je to bilo, če tako rečemo, malo v hecu snemanja filma, ne? Ker John Wayne pade, ne? Ali pa umrejo indijanci, na koncu so vsi živi. Ne? To malo takole črno-belo. Ne? Ta Goli otok, to je en otok v Kvarneru, blizu Raba, velikosti nekaj 4,5 kvadratne kilometre. Res Goli otok, pravzaprav brez brinja oziroma skoraj brez zelenja. Ni daleč do reke oziroma do Krka, Cresa, tudi do obale ni tako daleč. No in Goli otok so že imeli kot taborišče v Avstro-Ogrski. Za vojne ujetnike, predvsem ujetnike na ruski fronti. Ne. Tu je, bi rekli, ena paralela podobno tu na ptujskem področju, kjer je bilo tudi Avstro-Ogrska imela, bi rekli, taborišče v Šterntalu oziroma Kidričevo, ne. Danes tudi za ruske ujetnike. Ne. In potem so to pa leta 1941 pa prevzeli tiste barake in tako dalje Nemci in potem, da ne bomo komplicirali, pa nekaj gradili, so to, bi rekli, povojni komunisti imeli taborišče v Šterntalu, ne. In pa del v Ormožu, tistem gradu za otroke. Ne. To sploh nisem vedel, da je v Kidričevem bilo. Ja. Ta dimnik. Prosim? Ta dimnik visoke... Ja, zdaj je bilo, lani je bila tam ena spominska plošča na tistem upravni stavbi odkrita, ne, in so se tu pač poklonili tem žrtvam, ne. Sem so bili na veliko, bi rekli, priseljeni oziroma deportirani, tako imenovani apaški Nemci v tisti prvi fazi, že takoj po vojni, leta 1945, junij, julij. Ne. No, če zdaj gremo na Goli otok, na Golem otoku je po nekih podatkih, ki se malo razlikujejo, bilo najmanj 13,000 obsojencev. Obstoji sicer na Hrvaškem en seznam nekaj čez 16,000 teh obsojencev. Zdaj, kdo so bili? To taborišče je bilo izbrano, ker je pač neke vrste Alcatraz tu, ne, na morju, ne, težji pobeg in tako dalje, kljub temu, da je znana oseba, da je ena oseba in moški, da bi naj pobegnil. Ampak se ne ve, kdo? Ja, ve se, bil je celo predstavljen na YouTube in tako dalje, en možakar, ne. No in za koga je bil to taborišče dejansko organizirano? Od leta 1946 pa od leta 1949 pa do 1956
je bilo to taborišče večinoma za tako imenovane informbirojevce. Vemo, da je prišlo do, bi rekli, spora Stalina z Titom oziroma Stalina z ostalimi, bi rekli, državicami partije ali vzhodnega bloka, če tako rečemo, in Titom. In potem je seveda bilo cela vrsta ljudi, ki so bili do tega časa, bi rekli, za Stalina. Morda ena zanimivost, po šolah, po uradih so do tega izbruha poleti oziroma v jeseni leta 1948, mimogrede, jaz sem ravno v tem nevarnem letu rojen, so vesele slike Tita in Stalina. Potem so Stalinovo sliko obrnili čez noč, ne vemo, kaj bo jutri, potem pa jo odstranili. Aha, obrnjena je bila. To so ljudje pripovedovali, to je bilo, bi rekli, tudi takole, ko se je po letu, bi rekli, po osamosvojitvi Slovenije, ali že med 10-dnevno vojno v Sloveniji tudi snemalo Titove slike, iz učilnic, iz uradov in tako dalje. To pač nekako, bi rekli, sledi ob takih velikih spremembah. No in primer iz mojega takratnega okraja, sem zelo natančno, bi rekli, upisal to na neki televiziji, tudi na nekih predavanjih in tako dalje. Vso do enega informbirojevca doma, tu iz bližine Velike nedelje, Borovci, Ivan Štrafela z partizanskim imenom Don. On je prišel, bi rekli, po vojni v Gornjo Radgonu, si tam ustvaril družino, bil v okrajni partijski strukturi, več funkcij in tako dalje. No in potem je pa bil aretiran sredi Gornje Radgone, zaslišan od Udbe, o tem bomo verjetno še spregovorili, kaj je Udba bila. In je potem bil zaslišan en dan zvečer od 8:30 do polnoči. Učitelji so mu celo vrsto zadev, jaz sem objavil v knjigi celotni zapisnik tega zaslišanja, da bi naj pač razmnoževal s pisalnim strojem natipkane neke protirežimske za Stalina, neke listke, da bi ščuval delavce, naj več v rudnikih, v tovarnah ne proizvajajo, pridelujejo polizdelkov, ker to gre na zahod in tako dalje. In potem so ga pač spraševali tam na tem sestanku zaslišanju, če upa te zadeve tudi pojasniti na morebitnem kakem mitingu delavci, je rekel ja, na neke dve vprašanje ni hotel odgovoriti. No in potem je bil na okrožnem sodišču v Mariboru, je pa bil 27. oktobra leta 50 obsojen na, kot sem tudi dobil sodbo, je bil obsojen na 8 let odvzema prostosti s prisilnim delom, z stransko kaznijo po odslužitvi tega zapora, odvzem državljanskih pravic za 5 let, kaj bi to pomenilo. Po koncu vojne, po koncu kazni bi ne imel državljanskih pravic, ne volilne pravice, ne kandidirati, ne biti izvoljen, ne nositi odlikovanja, ker je imel odlikovanje iz leta 1944 za pač sodelovanje na ptujskem področju in obejo. Zaplemba premoženja, dobro, ni imel premoženja,
In seveda na taki način je potem odslužil 5 let na Golem otoku. Wow. V tistih razmerah, ki so danes popolnoma znane, od samega sprejema, kako je bilo, ne, in potem vse tiste zadeve, no, potem mu je kazen bila znižana, tudi zaradi tega, ker je, kot sem povedal, leta 56 bilo to taborišče ukinjeno in so potem tja pa pošiljali, bi danes rekli, pedofile, kriminalce, pod narekovaji norce in tako dalje. Ni več bil politični zapor, ampak... Ja, potem je bil kazenski. Poznal sem človeka nekaj let starejšega od mene, ki je pred 2-3 leti umrl. Nič ni govoril o tem, ampak je bil na Golem otoku, to mi je sam povedal, ob nekaj priložnosti, ko je malo pregloboko pogledal v kozarec. Namreč on in fant sta pobegnila v Radgoni čez reko Muro, preplavala, na oni strani so jo aretirali in vrnili njega nazaj. In potem je bil kot, bi rekli, vojaški obveznik kaznovan in je bil na Golem otoku. Kako dolgo pa? Za drugega, ne vem. No, kazen za tega Ivana Štrafela Dona je pa bila zelo čudna v nadaljevanju. Namreč pokopan je v Gornji Radgoni, on je bil skoraj da moj sosed v Gornji Radgoni, njegov sin 2 leti starejši od mene, mi je celo vrsto dokumentov o očetu dal. No, vedeli smo, kaj se je z njegovim očetom, to se pravi z Donom, zgodilo leta 1966 in 69. 1966 in 69, to sta letnici, ko je Josip Broz Tito bil v Pomurju, konkretno v Gornji Radgoni, v Radencih, in ko je potem odprl most čez reko Muro oktobra leta 69. Obakrat je bil ta Ivan Štrafela Don poklican na hladno, kot pravimo, na postaji ljudske milice. To je sam sin mi potrdil, tako da pač ne bi morda kakšnega incidenta povzročil in tako dalje. Je pa še ena zadeva bila, to se sicer tiče potem uprave državne varnosti, ampak takoj zato omenim, ko sem v neki priložnosti pa stal pred tem grobom, namreč njegov grob, potem je grob neke druge družine in desno od tega pa grob človeka, ki ga je, kot sem rekel, leta 50 zasliševal zvečer. Pred tem grobom tega zasliševalca je postal njegov sin, 1 leto starejši od mene, zdaj že pokojni, ki sem ga tam srečal, zdravo, rekel sem, jaz imam dokumente UDBE in tako dalje, mi lahko kaj poveš? Je rekel, nekaj ti lahko povem, nekaj ne. No in potem je pa mi povedal, ko sem pričakoval, da ne bo nič, mi je pa povedal, to je bilo tam nekaj leta, kaj bi rekel, 2015, morda nekaj takega. Mi je pa povedal presenetljivo, šokantno zadevo, da je on, ta fant, začel delati, bi rekli, profesionalno v UDBE in da je imel na vezi potem pa tega bivšega informirovca Ivana Štrafela Dona. To se pravi, Don po odslužitvi kazni je moral poročati njemu. Še nekaj, celo v času od tega zapora na Golem otoku Štrafele je pa njegova žena postala vez oziroma, bi rekli, ožja zveza, uradno tako se je to imenovalo, v neki zadevi in je morala ona poročati nekemu informatorju, sodelavcu UDBE. Se pravi, to so bile hude
zadeve. Ne. Danes se organizirajo, če tako rečem, pod narekovaji turistična potovanja, ne, na Goli otok. Ne. Obstojijo dokumentarni filmi, knjige in tako dalje. O tem nekaj teh ljudi še živi. Ne. So pa bili zelo zaprti ti ljudje, stigmatizirani. Konkretno Štrafela je tudi zelo redko kaj komu sploh povedal, samo namignil, kje je bil, kaj je bilo. Ne. Kako sploh to dosežejo, da ti nisi pripravljen spregovoriti o tem? Ja, zagroženo je bilo, ne. Mogli so podpisati, da ne bodo nič povedali. Torej, da če ne poveš, boš živel, če poveš, boš umrl. Ja, se pravi, tudi smrtne žrtve so bile, ne, in na Golem otoku in kot ste prej povedali, ne, kakšno delo so uporabljali. Uporabljali so, bi rekli, delo, ki je bilo koristno, dobičkonosno, konkretno keramične ploščice z tega kamna. Ne. So pa delali tudi zadeve takšne, da so nosili, bi rekli, kamenje od točke A na točko B, ne, drugi pa je z točke B na točko A nazaj in tako dalje. Samo da so delali. Ja, to se pravi, da so delali, da niso imeli časa za razmišljanje. Med seboj so se grizli, da tako rečem, ne, kdo je koga kaj ovadil, ne, je imel neki plus pri hrani ali pri drugem režimu in tako dalje. Ne. Torej, če se recimo tepli med sabo, Ja, si ne, del... to je vedno ne, tako kot v filmih, dobro, filmi so filmi, vidimo, kako je v nekih zaporih, ne, ker so vsi obsojenci, ne, pa so potem med seboj boji, ne, tistih klap, ne, in tako dalje. Ne. Prijatelj mora prijatelju nekaj narediti za svoje dobro, recimo, če želi preživeti. Ja. Kar je, to je nekaj najhujšega. Po svoje malo razumljivo, če tako rečem. Ne. Naj vsak si rešuje kožo. Ne. Je pa bilo celo tako, ne, to pa je en pojem dvomotorec, ne, da je en aplenc, ta je večkrat sodeloval v raznih televizijskih razgovorih, da je bil ponovno poslan na Goli otok kot povratnik. Ne. To se pravi, ne, je potem že kaj preveč jezik stegnil, ne, o tem, kaj se je tam dogajalo in tako dalje. Ne. To so hude zadeve, ne, ki pa dejansko niso osamljene. Ne. Vemo, da so tudi Rdeča armada se je, oziroma Sovjetska zveza se je tako ali drugače maščevala nad nasprotniki. Ne. Vemo, kaj so počenjali v Združenih državah z japonskimi ujetniki, oziroma Japonci med vojno, ne. Kako je bilo v Veliki Britaniji z nemškimi ujetniki in tako dalje, da ne govorimo o tistih klasičnih taboriščih. Ne. To se pravi, že sam izraz taborišče, kakršnokoli, ne, je, ne, je zadeva taka, da nas spreleti. Ne. Res je. No, pač nobeno taborišče ni bilo, kako bi rekel, nežno. Ja. Ne. Kruto. Zdaj so bila kruto. Ne. Vsako po svoje. Zdaj, smo že bili pri udbi, tako da lahko tudi, ker da ste že govorili o udbi nekaj, tako da lahko tudi še nadaljujemo zdaj o udbi še. Ja, zdaj rekel bom takole, ne, če se kdo čudi, ne, kaj je udba počenjala vse, je to takole, da vsaki sistem oziroma vsaka država ima neke svoje tajne službe. Ne. Če gremo zdaj pri nas, je SOVA, ne, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, ne, Securitas v Romuniji v času Ceausesca, ne, potem CIA, FBI, ne vem kaj vse, KGB v Sovjetski zvezi, ne, danes malo drugačen, ampak še vedno v bistvu z istimi prijemi in tako dalje. Ne. Morda neko opravičilo takole,
Jaz kot študent dejansko v 4 letih nisem popolnoma nič slišal o udbi. Ampak je profesor ob neki priložnosti, res se ne spomnim kdaj, kje, verjetno na kakšni ekskurziji, pa lepo povedal, da je udba bila tako uspešna kot nemški gestapo. Zdaj gestapo v Nemčiji pomeni Geheimstaatspolizei, se pravi tajna državna policija, Gesta, štat, policaj. Zdaj pri udbi se danes v medijih čuje še vedno, jaz temu oporekam, pa mi nihče ne more kontra oporekati, da je bila udba tajna politična policija. To v celoti ne drži in sicer udba je bila organizirana na naslednji način, oziroma kako je do tega prišlo. Poleti leta 1944, ko je že bila na mejah Jugoslavije Rdeča armada, je Tito sklenil z Stalinom, bi rekli, eno zadevo, namreč Rdeča armada in pa Bolgari, ki so se prelevili, da lahko sodelujejo, pomagajo dejansko pri osvoboditvi Jugoslavije, vendar se morajo po končanih operacijah umakniti. V Tito je pred kratkim išla v prevodu moja svakinja, ena zelo znana knjiga Tito večni partizan, ker je to deloma omenjeno, ampak hočem povedati, če vse ostale pluse pa minuse v Tito pustimo ob strani, pluse in minuse, mislim, da je to bil en plus, ki ga je dosegel, da se je Rdeča armada seveda morala umakniti, to ni bilo enostavno, ker če se ne bi umaknila, če ne bi bilo tega sporazuma, bi potem Jugoslavija ostala v tistem okviru, kot je bilo vse s temi preomenjenimi državami poznejšega Varšavskega pakta. No in leta 1944 je potem bila ustanovljena OZNA, to se pravi Organizacija za zaščito naroda, se reklo, ki je imela naloga in KNOJ, to se pravi Korpus narodne osvoboditve Jugoslavije, da sledi, bi rekli, umikajoče se ostanke pač nemške vojske po Balkanu. Vemo, da se je zadeva od juga pomikala proti severu. In potem po vojni se je pa razdelila ta OZNA na vojaški del, to je bil KOS, kratica KOS, kontraobveščevalna služba, in pa na civilni del, to je UDBA, to je Uprava državne bezbednosti oziroma Uprava državne varnosti, UDV kratica na slovenskem. Kako je bila organizirana? Organizirana je bila po okrajih, konkretno bil je Ptujski okraj, Ormoški, bil je Ljutomerski, Radgonski, v Prekmurju Dolnja Lendava se je imenovala, pa Murska Sobota in tako dalje. Konkretno v mojem okraju v Gornji Radgoni, ki je štel okoli 30,000 prebivalcev, je bila UDBA organizirana takole. Tisti javni del, ki so ga ljudje poznali, je štel 11 ljudi. Poleg 2-3 žensk, tipkarice, administratorke, moški, vsi uniformirani z čini in tako dalje. Vsi so vedeli, kdo je Gašpar, kdo je Iztok, kdo je Boris in tako dalje. To se pravi, ta javni del, to gre v tisto mojo tezo, da ni bila tajna. Drugi del pa je bil res tajni. To se pravi, ljudje niso vedeli, kdo so bili pa tajni sodelavci. Tajni sodelavci pa so bili informatorji, ožje zveze in celo agenti.
Agent je bil pa, bi rekli, v drugi državi, konkretno čez reko Muro, v tako enem Radgonskem kotu, to je Radkersburg in pa teh 5 dvojezičnih vasi takrat. Tu so bili pa seveda Angleži, ne. No, na kak način je Udba pa te tajne sodelavce pridobivala? Morda takole, kako jaz to vem, ko sem rekel, da prej nisem o Udbi nič slišal, ne, na študiju, pa tudi... Ampak zakaj se ni nič govorilo o Udbi takrat? Zakaj se takrat recimo še nič ni govorilo o Udbi? Ja. Ni se še znalo nič ali se je še skrivalo? Tu se pravi, to je bilo prikrito, ne, to se je šepetalo, ne, na koncu bomo verjetno še tam nekega zelo zanimivega možakarja omenili, ne. Ampak hočem zdaj to povedati, ne. Pridobivali so na 2 načina, na podlagi patriotizma in na podlagi obremenilnih materialov. Kaj je bil patriotizem, če to malo odigram, ne? Tito partija, Tito Stalin do leta 1948, ne? Trkanih po prsih, jaz partizan, jaz komunist, ne? Bratstvo, edinstvo in tako dalje, to poznamo te zadeve. Drugi način je pa bil pridobivanje na podlagi obremenilnih materialov. Primer, da je nekdo bil ujet pri prehodu čez mejo ali ob vrnitvi čez mejo nazaj iz Avstrije, bil v zaporu Udbe, in potem bi dobil pač takšen in drugačen kazen za ilegalni prehod, pa za ilegalno vrnitev. In da ne bo ta v zaporu, so ga nagovorili, boš postal tajni sodelavec Udbe, in je podpisal izjavo, ne, približno takole, jaz ime, priime, to in to, ono, ne, bom sodelavec Udbe, nikoli ne bom povedal, bom kaznovan, če bom povedal te zadeve, ne, in je dobil praviloma psevdonim oziroma kodno ime, ne. Takih je bilo v tem gornjeranskem kraju čez 200 ljudi. Zdaj, na podlagi neke kršitve so tebe... Ja, zdaj v knjige moja druga disertacija, v knjigi je to natančno razdelano, kaj so bili ti, bi rekli, obremenilni materiali, ne. Konkretno primer, pri kmetih je bila obvezna oddaja, to se pravi, obvezno si moral dati toliko in toliko od pridelka, in to se ljudje seveda skrivali, ne. Ni bil hektarski donos takšen, kot je danes, ne. Konkretno pšenica je na primer prvih 10 let rodila poprečno 11 stotov na hektar, 11. Danes, če ni 50 ali več, se ne splača. To se pravi, takrat je bilo pač tako, ne. Ni bilo še umetnih gnojil in tako dalje. Mehanizacija, ja. No in, na primer, je zamujal pri oddaji obvezne oddaje pridelkov, ali je skrival, ne, in so mu to ugotovili, poklicali ga na okraj, ni bilo občin na okraj, in potem je bil seveda taka oseba praviloma prestrašena, ker bo dobila kazen, tudi kazni so dobili. Ampak je pristopil profesionalni udbaš, kot pravimo, ne, in rekel, bomo že počakali, ne, boste naš sodelavec, ne. Jaz med dokumenti, okoli 15,000 dokumentov sem dobil iz Arhiva Republike Slovenije za obdobje od leta 1945 do 1950, eden ali 2 primera, ko so upali reči, seveda z takimi drugačnimi posledicami, da ne bodo sodelavci Udbe, ne. In potem je pač bil oproščen sodelavec Udbe, potem duhovnike so lovili na originalno zadevo, to, kar je še danes
problematično pedofilstvo, ne? Ne? Ali pa primer enega duhovnika, konkretno pač z žensko, ki je v župnišču igrala oziroma v cerkvi na orgli in tako dalje, je rekla to in on je rekel, ne, če ne boste priznali tega, ne, oziroma podpisali izjave, bomo to razbobnali, ne, po župniji in tako dalje, ne. Pa bilo med župniki tega dosti, ali to je bil samo en primer, ali je bilo tega dosti? Ne, tega je bilo več, ne. En primer, zelo zanimiv, ne. Verok je bil po letu 45 nekaj let dovoljen v šoli, v osnovni šoli, če so starši učenca prijavili. In na enem primeru, da to povem, kaj se je dogodilo, 2-3 učenci so prišli k verouku, ampak niso bili prijavljeni in so tam neki nemir baje delali in jih je ta duhovnik malo pobirmal, kot pravimo, levo desno polico, ne. In to so doma povedali in potem je bil duhovnik prijavljen, ne. In bi dobil, bi rekli, kazen, ne. Dobil bi kazen delo na državnem posestvu ali pa v Gornji Radgoni na opekarni. No, ampak oblast Udba si je organizirala zadevo, zamislila drugače. Organizirali so tako imenovani javni miting, na katerem so zbobnali skupaj ljudi v tisti župniji, v tistem kraju in potem tam predstavili, bi rekli, to, ne, kaj je ta duhovnik počel. Zanimivo, da obstojijo dokumenti, kako so te 3-4 fante zasliševali brez staršev, 3., 4. razred osnovne šole, nekaj takega na postaji ljudske milice. Ko se nisi sposoben še. In je taki zapisnik izgledal približno takole, ne. Ime in priimek tega fanta, rojen takrat, očeta, materi, ime, priimek, državljan Jugoslavije, vojske ni služil, ne, pove, da je bil Birman in tako dalje, ne. Se pravi, tu se zdaj lahko vidimo, kako je to bilo dejansko takole naštudirano in da je tisti zasliševalec oziroma tipkarica kar pisala, bi rekli, zapisnik na pamet, ne. Vojske ni služil, ne, tako kot je to bilo za odrasle ljudi, da je služil ali ni služil vojska, ne. No in potem je pa prišlo do tega, da bi bil obsojen na eno ali drugo delo, kot sem povedal, ampak potem dokument popiše, ne, da je rekel, da se enega in drugega dela pač boji in tako dalje in so rekli dobro in je podpisal, da bo sodelovec Udbe in tako dalje in tako dalje. Se pravi, vse mogoči prijemi so bili. Je pa zanimivo še nekaj, da ta oseba kot informator je pa imelo na sebe vezano praviloma 3 osebe, ki so bile tako imenovane ožje zveze. To so bili ljudje iz njegovega bivalnega okolja, ki so mogli njemu poročati, ne. Zdaj, prej omenjeni pa agenti pa so bili v avstrijski Radgoni. Zdaj, zakaj v avstrijski Radgoni? Ker je tam bilo dosti ljudi, ki so pobegnili tja, ne? In pa bi rekli, zaradi ene, lahko rečemo, utopične ideje, Jugoslavija še nekaj do leta 47, 48, do preomenjenega Informbiroja, pa do te mirovne konference v Parizu leta 47 nekako sanjala, da bi lahko ta predel kot Koroška in tako dalje ne pripadla Jugoslaviji, ne, to, kar ni uspelo generalu Majstru, na primer, ne.
Tako da obstojijo dokumenti udbe, ne, in jaz sem za moj drugi doktorat pridobil čisto normalno iz Arhiv Republike Slovenije, sicer z nekim drugim, neko drugo osebo, okoli 15,000 dokumentov udbe za ta čas od leta 45 do 50. In ko sem se pozneje odločil, da bi na podlagi tega še obdelal ljutomerski okraj, pa bil razočaran, ker dokumentov udbe za isti čas za Ljutomer ni. Tam me je seveda pa zanimalo vprašanje zadeve določanja meje med Slovenijo in Hrvaško na tem področju Štrigove, ne, tega Međimurja. In tu so zadeve take, da pač teh dokumentov udbe ni. Ne. Kako to, da recimo tu ni bilo tam v Murski Soboti, pa ste jih lahko našli? Ja, zdaj... To so zažigali so ali... Vemo, da je zadeva pred osamosvojitvijo že bilo uničevanje arhiva udbe. Ne? Vemo, da je tisti, bi rekli, nekako eni imenujejo zloglasni tisti, bi rekli, seznam udba.net, išla v Avstraliji in tako dalje, ne, ker so notri... Kaj je to? To je bil en seznam na podlagi mikrofilmov, je v Avstraliji šla knjiga, ne, Avstralije, ne, knjiga, ker so ljudje notri našteti, ne. Ker so bili delavci udbe, recimo. Ime in primek, ne. In konkretno ta font, namreč, če bi takole malo zaigral, ne, to je na primer besedilo dokumenta pisano s pisalnim strojem, praviloma zgoraj v enem kotu je pa RD, se pravi Radguna in pa številka dokumenta. Ne. To je vse na mikrofilmu. Na mikrofilmu to se je ohranilo in potem sem dobil že prek ključkov, ne, USB sem dobil te dokumente. Ne. Moram povedati, ko sem to bral, nisem mogel spati, ne, kakšne kriminalke so bile, ne, rekli v vsem tem, ne, in potem je na račun tega pač nastala ideja za drugi doktorat. Zdaj, ti dokumenti so na srečo pač ohranjeni. Je pa zanimivo to, ne, da je pa se, bi rekli, da so pa bili veliki boji tudi v slovenskem parlamentu, ne, državnem zboru, za nov arhivski zakon, ki je prinesel potem pa zadevo takšno, da na primer jaz vložim prošnjo za neke dokumente, ja, dokumente vam bomo dali, ne, jih skopirajo, pa arhivski delavec pa potem določene zadeve enostavno prevleče z črnim flomasterom, tako rečem. Ustvarja neko samocenzuro? Ja. Zakaj pa bi to bilo koristno? Ja, za osebne podatke. Ne. Zdaj primer naj povem, ne, da če bi dobil take dokumente danes, ne, potem bi to bilo zelo težko delo. Ne. Morda naj povem tu zadevo eno, da je na koncu moje druge dizertacije sem v pisni obliki, pa potem na predstavitvah na radijskih in televizijskih hišah pozval zgodovinarje, predvsem mlade zgodovinarje, da naj obdelajo po mojem vzorcu, ne, ali pa podobno še kakšen drugi okraj iz tistega obdobja. In če bi to imeli okraje po Sloveniji, ne bi to imeli neko zaokroženo vsebino. Ni bilo pravega odziva. Zdaj je ena mlada doktorica zgodovine na Filozofski fakulteti 1-2 leti nazaj doktorirala
iz delovanja uprave državne varnosti, to so pravi iz UDBE, ampak iz obdobja 80 let, ne po mojem kopitu, ampak bi rekli, kako je UDBA delovala, zasledovala kulturne delavce in tako dalje. Zdaj pripravlja doktorat ena nova kandidatka tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, tudi z področja UDBE. No in pri tej prvo omenjeni je pa zanimivo, namreč vsak, kdor diplomira ali nekdaj magistrira ali naredi specializacijo in doktorat, mora dati CD, da tako rečemo, oziroma DVD, mora dati v bazo univerzitetne knjižnice v Mariboru. In je potem tam možen vpogled v celotno nalogo PDF, tam je možno tudi to si skopirati z nekimi omejitvami, oziroma da ne bo prišlo do kakšne zlorabe. Pri tej nalogi, te nove doktorantke, pa je plomba, da menda naslednje leto, menda leta 26, če se prav spomnim, bo naloga dostopna javnosti, in potem bo verjetno tudi lahko izdala knjigo. Se pravi, tu gre za to, da so tam podatki o ljudeh, ki še živijo in tako dalje. Dobro, jaz sem si celo drzno in brez problema tudi napisal tistega in tistega, ki je bil takrat taki in drugačen, še živeči, ko sem jaz leta 2016 doktoriral in potem čez 2 leti izdal knjigo. Kaj pa vi mislite, da je to koristno, da se neka cenzura ustvarja za voljo nekih vrstev podatkov, da recimo ščitimo nekoga, ki še živeči, ker je, ne vem, recimo neki zločin naredil ali pa nekaj neprimernega, ali pa bi po drugi strani bilo dobro, da se, ker je cenzura celega dokumenta, objavijo te dokumente. Odgovoril bom takole. Najnovejša zadeva, ki je zdaj v proceduri oziroma v zaključni fazi, si lahko predstavljamo, je naslednja. V slovenskem parlamentu zdaj je bil sprejet menda z 52 glasovi za, pa nekaj proti, ostali izgleda so se vzdržali ali niso glasovali, niso bili prisotni. Zakon, da se naj, to je seveda, bi rekli, pozicija vladajoča predlagala in zglasovala, seveda še z neko pomočjo nekoga drugega, če te številke poznamo, v parlamentu število poslancev, da se odprejo pa dokumenti iz osamosvojitvene vojne. Bi rekli, vse te zadeve, te okoliščine in seveda točno vemo verjetno, zakaj to želijo, tudi o vseh tistih orožarskih zadevah, o teh aferah, kam je šlo orožje, tisto, ki je bilo najdeno na mariborskem letališču, ali je to šlo Hrvatom, ali je šlo v Bosno in tako dalje. Opozicija je seveda, koliko sem bral, zahtevala, bi rekli, da se od leta 45 do leta 91 pa odprejo zadeve z vsem trgovanjem z orožjem. Jugoslavija je tudi, bi rekli, orožje prodajala na vse mogoče strani neba, sveta in tako dalje. Tako da, to so največje zadeve, je pa tako, da se danes komaj odpirajo tudi nekateri arhivi, bi rekli, na zahodu, tudi na vzhodu, in to je stalna praksa. Naprimer, to so neke zakonitosti, da naprimer po tolikih in tolikih letih po smrti neke osebe, ki je dala svoj arhiv, neki politik ali ne vem, kdo, arhivo, da se potem sme šele takrat odpreti.
to je, ampak seveda tudi mene zanima še neka zelo zanimiva zadeva, ne, o neki osebi, ne, ki sem jo popolnoma, bi rekli, prikazal v drugačni luči. To gre za štajerskega Robin Hooda, ne, Franca Richteriča. Ne. On je bil tajni agent UDBE. Ja, naj takoj povem, da nisem nič njegov sorodnik, to moram vedno povedati, ne, res ni sorodnik. Ko sem dobil te dokumente, sem potem na podlagi tega izdal knjigo Franc Richterič Od resnice do mita. Gre za fanta, ki je bil rojen leta 1929, bil potem, bi rekli, zaposlen na raznih državnih posestvih. Eno pobalinsko zadevo je imel z nekim sposojenim avtom tu na področju Dornave, Ptuja in tako dalje. Bil potem z sodelavcem prijet, iz zapora UDBE pobegnil, potem pobegnil po raznih krajah in tako dalje z svojim sosedom iz Očeslavec, to je kraj pri Kapeli, pri Radencih, v Avstriji, bil tam prijet, zaslišan, potem spuščen, prišel nazaj v zaporu UDBE, bil prijet in bil pridobljen za sodelavca UDBE, dobil udbovsko ime Franc Žmavc z določenimi nalogami. Vse to z dokumenti dokazujemo. S tem se je moja naloga dejansko kot knjiga končala. Potem pa so bile reakcije take in drugačne. Se je ena od daljnih sorodnic njegove prve ljubice oglasila in potem se je zgodba začela razpletati. Prišel sem do prvega otroka, njegovega nezakonske hčerke v Osijeku, kot so prej omenil, in tam se je začela zgodba počasi razpletati. To je že vse na YouTube, v knjigah in tako dalje. Ampak zakaj je Robin Hood? Bom povedal, ja. In zadeva se je končala, bi rekli, presenetljivo s tem, sicer v knjigi najprej, da je bil na procesu na okrožnem sodišču v Mariboru 15. aprila 1959 obsojen na smrt zaradi nekako 70 kaznivih dejanj, nekih 34 mu jih niso mogli dokazati, tudi v Avstriji. Najhujša zadeva je pa bila, da bi naj, ja še vedno govorim, da bi naj pa ustrelil na mejnem prehodu Radgona, avstrijska Radgona, na mostu miličnika Alojza Bartola, z lovsko puško. Puške niso našli, tega ni priznal, na avstrijski strani mu niso vzeli sledi smodnika kot pusti lovska puška in tako dalje, ampak je potem bil uradno ustreljen v okolici Maribora, tam v neki lamozni jami, obstoji zapisnik in tako dalje. Rekel sem, s tem se moja knjiga končala, ampak potem se je pa zgodba razpletala. Hčerka, ta njegova, pridelala še 2 sinova, enega blizu doma svojega, enega Prekmurju, to je danes v Franciji. In je potem smo dokazali prav po detektivski poti, zdaj je v tisku in čez nekaj dni bo išla knjiga moja z naslovom, bi rekli, Franc Richterič Od laži do resnice, s podnaslovom Detektivsko iskanje Franca Richteriča. Namreč našli ga smo, ne samo jaz, ampak seveda z pomočjo drugih, okoli 30 ljudi mi je to pomagalo iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Kanade. In smo ga našli, da je bil v Kanadi, to se pravi, ni bil leta 1959 ustreljen, ampak je bil nedvomno sodelavec UDBE, ne? In je potem umrl v domu za mestne reveže in je pokopan oziroma kremiran, nima groba, ne?
Tako da to je bila prava Kje senzacija. je končal? Kje je? 2010. V kateri državi? V Barnabiju, to je v Kanadi, to je del Vancouvra, čisto severo-zahodno Vancouvra, olimpijske igre in tako dalje. Ne. Pravim to, ne. Zdaj, morda še to odgovor, zakaj Robin Hood. Če gremo na Robin Hooda, Sherwoodske goste in tako dalje, ta zgodba, ne, on je bil takšen, da je potem bil neka vrste dobrotnik, namreč Franz Richterič tisto, kar je pokradel, dokazano ali nedokazano, ne, bi naj tudi razdelil ljudem. Tu je en primer ženske, ki še danes živi v Radencih, ki je bila trgovka, poslovodkinja v eni podeželski trgovini kmetijske zadruge, ki mi je sama povedala, tudi bi rekli, v spisih je vse to, no mimogrede, dobil sem iz pokrajinskega arhiva v Mariboru čez 2800 strani celotnega procesa proti njemu in tam je tudi ta primer omenjen, da je ženska drugi dan, ko je prišla v službo, v trgovino, videla, da je bilo vlomljeno vse po obrajdah, po drevesih in tako dalje, je bilo razmetano tista roba. To zaradi tega, ne? Ker je on tudi na zaslišanjih povedal, sem nekaj jaz kradem, po glavnem sta pa Boris pa Danilo, dva pajdaša, ali ne, to za ni važno, ne, oziroma ni dokazljivo. Sta rekla takole, ljudje, mi bomo vlomili, vi pa pridite, pa si vzamete robo, ne. Ker nekaj primerov, kot sem povedal, je na sodišču padlo, ker so ugotovili, da eden sam, on na primer, ni mogel odnesti toliko in toliko robe, ne, sam, ne. Tu so tudi zanimivi primeri tam z Kozjanskega, kako je po vlomu bila organizirana, izvedena inventura in potem inventura pokazala, da dosti več robe manjka v trgovini, kot pa je pač v tisti noči bilo uradno ukradenega, ne, in tako dalje. Še kdo drugi je na to imel prste vmes, ne. Pa mislite, da je bilo ogromno tega prirejanja dokumentov, kot recimo, da se ne veš, kaj je res, ne? Oni so zapisali nekaj, zdaj pa z 100% gotovi so, ne moreš ti vedeti, ali je to res, kaj je zapisano, ne? Dobro vprašanje. Jaz sem v vseh predstavitvah povedal takole, dokumenti UDBE, ne samo to, nasploh, dokumenti UDBE so takšni, da so resnični, to se pravi vsebina resnična, na drugi strani lažna, da so pol resnice, ne, da so pač zadeve zmontirane, kot pravimo, ne. Imel sem eno reakcijo za enega duhovnika, ko je njegov nečak tudi duhovnik potem trdil, da to, kar sem jaz napisal, da je bil tisti in tisti duhovnik sodelavec UDBE pod prisilo, ne, da to ni res, ne. Pa je po podatkih, ne, da bi rekli, popolnoma dokazano, ne, in tako dalje, ne. Dobro, tega duhovnika sem jaz osebno dobro poznal, ne, ampak dokler jaz teh dokumentov nisem dobil, ne. No, morda še eno tako vprašanje, ne. Na te predstavitve dejansko mladih skoraj da ni bilo poslušalcev, ne. Tudi nekdanjih sodelavcev UDBE ni bilo, razen par, ki jih sem poznal, ne. Tako da to je še vedno ena taka malo tabu tema bila, ne. Nihče mi do sedaj ni grozil. Je pa zanimivo, ne, da pri teh zadevah je pa tako, ne, da so ljudje meni povedali, kje si pa bil, ne, pred 20-30 leti, ne, takoj po osamosvojitvi, da nisi tega izdal.
Se pravi, arhivi so bili zaprti, ne? In če so se take zadeve pojavljale neke vrste cenzura, ne, s tem prekrivanjem ali pri primeru, da se ta naloga še ne more objaviti, ne, ker je rekli v bunkerju, kot pravimo, ne, je potem to čudno. Ne. Ampak to vsi delajo tudi zadeve, ki so zdaj aktualne po vsaki smrti papeža, ne, ki ima tudi tako in drugačno korespondenco in tako dalje, ne, se tudi arhivi odprejo, ne naslednji dan po njegovi smrti. Ne. Ne. Mislim, to so zadeve, ki so pač take in zdaj tudi od oblasti, ki je taka ali drugačna, je to odvisno, ne, kdaj se to odpre in kaj želijo odpreti. Ne. Tako da je prav zanimivo, kako bodo zadeve zdaj z preomenjenimi temi zadevami okoli orožarske afere pa tak. In tu seveda popolnoma jasno, kam seže interes ene ali druge strani, katera stran bi želela, da to gre v javnost, ker vemo, koga se obtožuje na drugi strani glede teh orožarskih afer in tako dalje. Ne. Volitve so čez eno dobro leto, ne, in potem, če zdaj ni uspela ena tožba, ne, Trenta, ne, potem bo pa ta aktualna ali še kaj drugega. Ne. Imam še eno vprašanje, ki ste rekli, da izide knjiga. Kdaj? Morala bi že iziti, tiska se v Međimurju, tam so vse moje knjige tiskane. Ta knjiga, to bo tudi predstavitev. Res je to zastavljeno detektivsko, bi rekli točno po datumih, kako sem tiste in one zadeve analiziral. Morda bi povedal takole, glede na vaše prejšnje vprašanje, kaj je res, pa kaj ni res v dokumentih in tako dalje. Sem tudi imel malo navzkrižna detektivska vprašanja, ne, ali pa čez mesec, dva, katero osebo še enkrat povprašal. Ene zadeve so bile tudi take, da sem malo, ne bi rekel naivno, ampak skoraj da bi moralo biti tako, kot se je na koncu izkazalo, da pa ni. Ne? Da smo šli pri tem iskanju, konkretno Franca Richteriča v Kanadi, v Slepo ulico, z nekimi podatki, ki so bili popolnoma, bi rekli, na prvi pogled taki, da bi našli njega, ne? Ker je bilo izpričano od osebe, ki se je z njim pogovarjala, ampak potem se je zadeva malo drugače z preverjanjem v Sloveniji v Kanadi, bi rekli, izkristalizirala, da gre za dve osebi, ki pa imata isti priimek, baje celo isto ime, ampak spremenjeno in tako dalje. Tako da se moral biti zelo previden pri vsem tem. Ne? Ampak vi ste to vse nadaljavo komunicirali, ali kako je to bilo? Kako? To ste vse nadaljavo komunicirali? Ker ste rekli, da ste imeli ljudi... V Franciji nisem šel iskat tega tretjega otroka. Ne? Prav danes sem neko novo sled našel za njega. Se zgodba ne konča še, ne? Ja, v Sloveniji je iskanje v Parizu bi lahko bilo za pol knjige, kaj vse se je pri tem dogajalo, oziroma kaj nam je kdo nagajal in tako dalje, da ga nismo našli. Dočim dva Prekmurca, mož in žena, ki pa nista želela biti z imenom in priimkom v knjigi omenjena, sta mi levi delež pri tem iskanju in pa pri tem, da smo ločili enega pa drugega Richteriča, potem pomagala z usmrtnicami, z iskanjem. No in rešitev pa je potem dejansko prišla čisto slučajno, ko smo že skoraj obupali, vedeli pa smo, dokazali smo, da ni bil ustreljen, pa nam je ena
finančno-advokatska služba, firma, ki ima sorodnike v Osijeku, pa v Kanadi pomagala, ne, da smo te zadeve našli, ne, in ga seveda potem pod drugim imenom pač identificirali. Ne, ne Franc Richterič, ampak Janez Grmovšek 1929, Maribor. Takšno so njegovo identifikacijsko karto, v bistvu kot našo osebno, bomo našli v žepu in tako dalje. Ne. Tako da še vedno danes se ljudje, ki so recimo navezani na to situacijo, bojijo govoriti. Čeprav več udbe recimo ni. Ja, med samim raziskovanjem vsega, ne, jaz nisem imel nobene grožnje, je pa imela, bi rekli, konkretno njegova hčerka grožnje, kar hude grožnje iz sorodstva, ne, ki ni hotelo o tem nič čuti. Tudi nisem uspel bi rekli, na področju, ki je ta družina Urek, konkretno tu na Bizelskem, Stara vas Brežice živela, ne, da bi tam v muzeju v Brežicah imel predstavitev knjige. Ne. Niso želeli, niso upali. Zdaj, ko je zadeva popolnoma, bi rekli, čista, jasna, zdaj bi pa eni nekaj spregovorili in tako dalje. Ne. Tako da, mogoče ena zadeva, ki mene zanima, ampak glede na vse to, kako stvari tečejo in pa na moja leta, ne vem, če bom to dosegal. Na predstavitvi mojih knjig, predvsem pa te knjige o Francu Richteriču, me je novinar vprašal, kaj pa dokumenti v Beogradu o udbi, pa o njem. Ne. Jaz sem rekel, tega verjetno jaz ne bom doživel, ampak če je bil poslan, bi rekli, v tujino, ne, potem je seveda bil poslan čisto sigurno pod drugim imenom, priimkom, z nekimi drugimi dokumenti, ker konkretno leta 1964, to se pravi po 3 letih pa pol, od te uradne smrti je prišel že, bi rekli, v Laško. Ne. Leto dni pred tem, leta 1963, je njegova prva ljubica, s katero se je celo tajno poročil na Bizelskem, je bila pri njem v Avstriji in tako dalje. Jaz imam tudi pismo iz vojske, originalno, kaj ni pisal iz Prile, pa imam poročni prstan, o poročnem prstanu oziroma o poroki, nikjer v dokumentih udbe zaslišane, nikjer to ni, to je bilo tajno. Iz enega preprostega razloga. Takrat se je on že seveda skrival 49. leta, ker duhovnik ni hotel zakonske deklice krstiti, ne, in potem se je moral tajno poročiti, ne, in tako dalje. Hočem verjeti to, počasi se je hčerka in pa še nekaj drugih ljudi, tudi daljnih sorodnikov, tudi v Sloveniji počasi začelo odpirati. Ne. So pa šepetali ljudje, ne, tudi nekateri verjetno so ali bodo še kaj odnesli v grob, kako skrivnost. To je vedno tako. Ne. Ja. Zanimivo, kaj se lahko dela strah do oblasti ali pa tudi drugih. Ja, najlepša hvala, jaz se bi vam rad zahvalil za vaš čas. Hvala za povabilo in v kakšni priložnosti še lahko kakšno zadevo rečemo ali predstavimo. Ne. Obvestite naju, ko bo knjiga veni. Ja, pravi, knjiga bi že morala biti, še danes je bil en razgovor, bo knjiga, ne.
Knjiga bo imela tudi eno zanimivo platnico, semafor z rdečo, zeleno, rumeno lučjo. To seveda praviloma ne gorijo vse tri naenkrat, tam bo tudi rdeči pešec prikazan, to bo malo zmontirano. Tam potem na eni strani ne vidimo, kaj je tam, namreč simbolično, kako smo bili z rdečo lučjo, sem bil blokiran, da nisem mogel naprej, konkretno pri drugem otroku ali pri tretjem. Zelena luč, na koncu smo prišli, rumena pa vemo, kaj je izprazni ali pa pazi, kaj bo rdečo ali bo zeleno, mislim čisto tako simbolično. Lepo. Super. Upamo, da bo knjiga uspešnica. Ja, bo. No, še mogoče tak, da je ta zadeva bila v Francu dokaj odmevna v tisku. Novice, cele 2 strani, pa naslovnica. Potem televizijske hiše, TV As, TV Ideja, TV Slovenija, Nova 24 TV, še druge predstavitve po krajih in tako dalje. In potem tudi en ključek, bi rekli, z vsemi temi YouTube predstavitvami, na katere bo zdaj dodan še, ker še niso vsi ključki prodani bili, še ta najnovejša detektivski zaključek bo gor podan. Super. Ja. Še enkrat, hvala za vaš čas, pa vse dobro. Hvala za povabilo oziroma dogovor o tem in bom še raziskoval naprej, morda tudi najdem kaj še bolj senzacionalnega, tudi morda v Beogradu kdaj. Hvala. Hvala.